Pozdravljeni. Novica o nameri skupine FCA, da bi se rada združila s Renaultom, je v svetu avtomobilizma požela veliko navdušenje. Kar naenkrat bi bila pred nami skupina, ki bi bila lahko največji svetovni proizvajalec osebnih avtomobilov. A take združitve imajo vpliv tudi čez te številke, kajti vplivale bi tudi na dogajanje v nam ljubi Formuli 1. Taka združitev bi pomenila, hočeš nočeš, združitev vsaj za 2,5 ekipi v Formuli 1. Zakaj govorim o 2,5 ekipah? Zaradi dveh različnih vidikov. Najprej, Ferrari kot tak nikoli ni bil del skupine FCA, čeprav ima istega večinskega lastnika in isto osebo za predsednika. Po drugi strani imamo Alfa Romeo Racing. Ta je v skupini FCA le po imenu, kajti Alfa Romeo je pokrovitelj ekipe, katera sliši danes na to ime, in čeprav so mnogi trdili, da je od tega pokroviteljstva do pravzaprav nakupa cele ekipe le formalnost, le stvar časa, se danes to še ni zgodilo. Drugi del enačbe je tovarniška ekipa Renault. Ta je v veliki krizi in mislim, da se njeno vodstvo sprašuje, koliko ima smisel vztrajati v Formuli 1. In čeprav smo v preteklosti že videli, da so dobili kupca za ta del ekipe, ki se nahaja v Enstonu, menim, da bi bil zelo velik udarec za Formulo 1, ukolikor bi se odločili, da prenehajo izdelovati pogonske sklope za Formulo 1. Ne gre samo za tovarniško ekipo, gre tudi za stranke, kot je v tem primeru McLaren. A vrnimo se na začetek k Alfa Romeo Racing. Ta bi bila v skupini, ukolikor bi se zgodilo tako, kot vsi napovedujejo, vezana neprestano na Ferrari. Ne gre samo za pogonske sklope, kjer je povezava očitna, povezani so tudi z vozniško šolo Ferrarija, kajti en sedež v ekipi Alfa Romeo Racing je rezerviran za mlade upe vozniške šole Ferrarija in tudi pretok znanja in inženirjev med obema ekipama je več kot očiten. Kako bi na to gledali po združitvi, mi ni še jasno. A rešitev, kar se tega tiče, je pravzaprav enostavna, čeprav bi bila lahko marsikateremu navdušencu še najmanj všeč. Kot sem omenil, gre le za pokroviteljstvo. Ukolikor bi Alfa Romeo prenehal biti pokrovitelj tej ekipi, bi bilo verjetno večinoma problemov rešenih. Ime bi sicer izginilo iz Formule 1 in tako bi odšel še zadnji delček tiste zapuščine Sergija Marchioneja, katero je tako verjel in za katero se je tako trudil. A problematika združitve teh dveh gigantov proizvodnje osebnih avtomobilov zna imeti na Formulo 1 še bistveno globlje in bistveno bolj nevarne posledice. Namreč, prav nasledniki že imenovanega Sergija Marchiona, govorimo o Johnu Elkanu, se trudijo izbrisati vse tisto, kar je naredil za čas svojega življenja. Poglejte samo prodajo skupine Magneti Marelli izven skupine FCA. Prav ta združitev je nekaj, kar Sergio Marchionne verjetno se ne bi spustil in bil je zelo sposoben menedžer, kajti njemu je združitev s Chryslerjem uspela in združitev s Chryslerjem je nekaj, kar ni bil sposoben narediti niti Daimler-Benz. Sam menim, da so nasledniki Sergia Marchionneja osebki, kateri imajo manj sposobnosti, kot jih je imel on sam, in kar je huje, imajo še manj občutka za Formulo 1, kot ga je imel Sergio Marchionne. Ukolikor bi dobili še na nasprotni strani podobne karakterje, se zna zgoditi, da bi v Formuli 1 imeli skupino z ogromno vpliva, z ogromno moči, a z malo volje voditi ta šport. In to tik pred podpisom nove pogodbe Concord in tik pred sprejetjem novih pravil za naslednje obdobje. In to bi znalo biti velika kriza za celo Formula 1. Hvala za vašo pozornost in vidimo se v naslednjem prispevku.